lahko pridete kar gor, tisti, ki bi rad kaj vprašal, k mikrofonu, da bomo vsi slišali. Da bomo slišali verjetno tu. Dobro, če se pa sliši, pa je to boljše. Čisto kratko vprašanje, pač kratko. Zanima me neke stvari, nosimo, ne vem, neke fraze iz otroštva. In se mi zdi dobro, če so iste fraze tako v liturgičnih knjigah, kot tudi v Svetem pismu. Ne vem, če jaz nosim s seboj, recimo že naslov, Bog sluša Abrahama, potem me lahko moti, če vidim drugič naslov, Abraham daruje Izaka. Skratka, gre za to, če se jaz poistovetim emocionalno z nekim izhodiščem, potem, in to nosim s seboj, je avtomatično prebudi meni celo zgodbo in celo dramo te pripovedi. Drug naslov mi jo ne prebudi tako, oziroma me odpira drug vidik. Ne vem, koliko ste vprašanje, ki je tako odprto v tem smislu, ali je to vredno upoštevati, ali ni vredno, ali ste upoštevali, se upošteva, ali se ne upošteva. Prav v iskanju nekih takih stičnih točk med različnimi situacijami, ko jaz to berem. Če jaz to doma preberem, če to najdem v ročni knjigi, če to najdem v molitveniku, ali če to slišim pri bogoslužju, pri maši, ne vem, to je zame vprašanje. Kar zadeva ravno naslove, sem se predvsej ukvarjal s tem ravno pri bogoslužnih knjigah. Namreč naslovi v bogoslužnih knjigah niso obvezni, so pravzaprav na neki način prepovedani, so samo v pomoč bralcu, ki naj tega ne bi glasno prebral naslova. Zato smo jih tudi dali v malce manjši in drobnejši tisk, da bi imeli bralci težave pri branju in bi se jim raje izogibali. Druga stvar pa, ki so jo z Maksimilijanom Matjažem opazila pri prevajanju, pri revidiranju Nove zaveze, je pa ta, da se ravno iz naslova vidi najbolj trend ali pa tendenca prevajalca. Prevajalec pokaže svoj pogled, kajti naslove niso navdihnjeni, niso del svetopisanskega besedila. In potem smo lahko opazili, da je mariborska izdaja iz 58 do 61. leta že v veliki meri upoštevala naslove jeruzalemske Biblije, ki je takrat bila dokaj sveža, išla je pravzaprav dokončana, je bila kmalu po vojni. Medtem ko je potem standardni prevod šel bolj na splošne, obče naslove, bolj ekumenske, medtem ko zdaj spet, ko se vračamo na jeruzalemsko, pa smo opazili, da se dostikrat da spet te katoliške naslove iz jeruzalemske Biblije vključiti, ki so morda spet bolj tisti, ki jih imamo v spominu in nekako nakazujejo... Jaz sem že bolj star, mlajše generacije imajo mlajše. Mlajši so pač, za mlajše bodo pa SSP, tisti standardni naslovi. Toliko smo tri. Morda, če smem, samo ena rešitev za to, Stanko. Namreč, vem iz izkušnje za svojo staro mamo, ki mi je rekla, prinesi mi tisti stari molitvenik, ki sem ga imela takrat, ko sem šla prvo v Hilu oziroma v Birmi. Se pravi, to stara mama ali pa recimo Škof Slomšek, še boljši primer, dobil sem v roke takrat, ko sem primerjal to Japlovo in Japlovo Biblijo, izvod Slomškove Japlove Biblije, in tudi ta je bila popisana zelo tako podrobno, kaj želim reči, za tak način, da ohranjamo tiste res stare oblike, je najboljše, da imamo eno izdajo Svetega pisma od otroštva in do smrti. Tako da to so delali naši stari in to bomo delali tudi mi. Tu pa seveda moramo pa pustiti na nek način ne prosto roko teologije, ampak razvoju teologije, ki seveda želi pravzaprav tudi kakšne stvari, ki se v zgodovini večkrat grejo levo in desno, jih potem vsake toliko časa spet bolj usmeriti in primeriti recimo k centru. En primer ravno z naslova, ki je tako zelo značilen, ki sem ga vedno znova pri študentih
uporabim, je v 7. poglavju, kjer je govora o tisti znani grešnici, ki pride k Jezusu in je tam ona in on, se pravi Simon, in potem žena. In v centru tiste pozornosti v bistvu sta dve osebi. V vseh naslovih stare izdaje imamo naslov Grešnici je odpuščeno. Veliko bolj udarni naslov bi verjetno bil Grešniku ni oproščeno, ker tam grešnica je torej tista pozitivna oseba, ki je priznala, ampak glavna oseba, ki je pa pod kritiko Jezusovo, je bil pa Simon. Tako da je bila rešitev, ki jo je tudi jeruzalemska izdaja recimo zagovarjala, da pa v bistvu pri Luku gre predvsem pri vseh takih motivih za obet, za predpodobo Evharistije. In smo se zato odločili za recimo takšno interpretacijo naslova obet pri Simonu, recimo.